Pozdravljeni in dobrodošli v čarobni deželi, kjer ustvarjamo pravljice življenja, približujemo kulturo in razširjamo znanje otrokom in odraslim. Moje ime je Matej Rotovnik in za tiste, ki me prvič vidite in slišite in me še ne poznate in ne spremljate mojih raziskovanj na Facebooku ali Meveju, sem hipnoterapeut, mojster neurolingvističnega programiranja in Gottmanov coach. To področje zajema odnose, ljubezen in seks. Sem tudi mentalist, čarovnik, pisatelj, režiser in predvsem velik ljubitelj raziskovanja. Navdušujem se nad raziskovanjem zgodovine, ozadja elite in tajnih društev, ki se skrivajo pod nazivom Illuminati. Rad raziskujem življenje in zanima me vse, kar vpliva na naš osebnostni razvoj. Od frekvenc, vibracij, energij, dimenzij do ravne zemlje, izbrisane civilizacije. Predvsem pa me vedno znova prevzamejo odkritja neverjetno norih laži, s katerimi so nas celo življenje programirali. Danes bom nadaljeval tam, kjer sem zadnjič ostal, pri osebnostnem razvoju. Nič kolikokrat od ljudi slišim stavke, kot so: kje je zdaj ta Kijeva armada, nič se ni zgodilo, spet nas bodo zapirali, a bodo septembra spet korono potegnili na plano, ali je Trump res igralec, zakaj traja tako dolgo? Kdaj bo dan D? Po 2 letih in pol spremljanja celotnega dogajanja mi še vedno ni jasno, kako so ljudje lahko tako slepi. Pravzaprav, ja, vem odgovor, ker so brezdušne školjke, ampak priznam, da mi je še vedno zelo težko pri srcu, ker vidim in čutim, v kakšnem dreku živimo. Lahko se ponavljam in ponavljam, to da ljudje še vedno ne bodo razumeli. Nikoli mi ne bo jasno, kako lahko ljudje, ki se imajo za prebujene, pišejo o tem, koga moramo voliti in kdo je najprimernejši kandidat za poslanca, predsednika ali kakšno drugo funkcijo v tem fiktivnem sistemu. Zakaj sploh izgubljati čas in debatirati o tem, kako razmišlja nek lolek, ki se poteguje za neko državno ali mestno funkcijo in kakšen program je pripravil. Zdaj mediji spet strašijo s spremembami zakona o nalezljivih bolezni, ljudje spet travmirajo, kako je to grozno, kako je to pogubno za nas, o moj bog. Prav ponoviti moram zadnje stavke. Po 2 letih in pol spremljanja celotnega dogajanja mi še vedno ni jasno, kako so ljudje lahko tako slepi. Pravzaprav, ja, vem odgovor, ker so brezdušne školjke, ampak priznam, da mi je še vedno zelo težko pri srcu, ker vidim in čutim, v kakšnem, opustite besedi, v dreku živimo, ker ni druge besede. Velikokrat se vprašam, čemu sploh še pišem, če po 2 letih in pol ljudje še vedno travmirajo na identičen način in vse, kar lahko delam, je, da ponavljam ali pa vse skupaj pustim in uživam življenje. Primer, ki ga bom opisal v nadaljevanju, najlepše prikaže, na kako nizki razvojni stopnji smo. Pojdite na obisk k prijateljici oziroma prijatelju, ki ima 4-letnega otroka in se ponudite za 2-urno varstvo. Posvetite se otroku in se med igro z njim pogovarjate. Svetovne študije so prinesle zelo zanimiva odkritja. In sicer, da morajo mamice skoraj vsak dan odgovoriti na 288 vprašanj, ki jim jih zastavljajo hčerke ali sinovi. Nekatera vprašanja so banalna, druga pa spodbujajo razmišljanje. Približno 82% otrok bo vprašanje naprej zastavilo mami in ne očetu. Raziskovalci so izračunali, da otroci letno zastavijo več kot 105.000 vprašanj. Številka je seveda odvisna od otrokove starosti. Po ugotovitvah strokovnjakov so najbolj radovedne deklice stare 4 leta, ki vsake 2 minute postavijo vprašanje, seveda, če je njihova mama v bližini. Ko boste pazili otroka, opazujte, kako se igra in kako vas sprašuje. Iz česa se sestavljena senca? Zakaj je voda mokra? Kako ribe dihajo pod vodo? Zakaj Boga ne vidimo? Zakaj ne bo modro? Kako dojenček pride iz maminega trebuha? Kako je dojenček prišel v trebuh? Zakaj letala letijo? Zakaj se luna spreminja? Koliko kilogramov tehta zemlja? In tako naprej. Nekatera vprašanja so zanimiva,
druga v stilu, o moj bog, kakšno neumnost si sprašuješ. Otrok nima pojma in vi ga morate poslušati. In če bi pravilno razumeli psihologijo človeka, bi mu znali tudi pravilno odgovarjati. Toda, ali bi zdržali, če bi morali vsak dan odgovoriti na 288 vprašanj? Ne bi. Seveda, otroku ne moreš reči, Jožica, če bi rada vedela, zakaj letala letijo, potem pojdi raziskovati. Ker bi ta Jožica potem rekla, mami, kaj pomeni raziskovati? Otrok je pri tako zgodnjih letih odvisen od mame in očeta, da ga naučita stvari. Med odraščanjem pa se nauči dovolj, da je sposoben sam raziskovati in sedaj se vprašajte, zakaj tega ne delate? Hodite v šolo in se avtomatično prepustite, da vas učijo laži in sploh ne dvomite v to, ali je snov, ki vam jo predava nek kvazi učitelj oziroma profesor, resnična ali popolnoma laž. Zgolj prepustite se in čakate, da dobite nek papir, na katerem piše diploma. In na to ste nadvse zadovoljni, da lahko odidete v neko službo, kjer vam drugi govorijo, kaj morate delati. Zato, da 15. v mesecu dobite ravno toliko denarja ali pa niti tone, da lahko preživite čez mesec. Vsak dan eno in isto in vi temu pravite življenje. Vstati, poskrbeti za otroka, oditi v službo, delati nekaj, kar vas sigurno ne veseli, pojesti kosilo, spet delati, oditi po otroka, se z njim igrati, mu pripraviti večerjo, ga spraviti v posteljo, pospraviti kuhinjo in zvečer gledati televizijo ali brskati po spletu ter na to zaspati. In zjutraj, ko se zbudite, vse to ponovite. In to dan za dnem, tednom za tednom, mesec za mesecem, leto za leto. Ali je to življenje? Ne, nikakor ni. Verjeli ali ne, toda odrasli prebivalci naše zemlje so na stopnji 4-letnih otrok. Seveda se bo marsikomu ob tem oglasil njegov ego, ki bo v hipu negiral te besede. Jaz pa že nisem na stopnji 4-letnika, sem imam doktorat in družino z 2 otrokoma in sem direktor velike korporacije. Večkrat sem napisal, da je največji problem vsakega posameznika na tem svetu, da ne razume, kaj je osebnostni razvoj. In ljudje ne znamo živeti. Pika. Ljudje živimo na identičen način kot 4-letniki, samo da si nekateri ne bodo tega nikoli priznali. Če bi se za trenutek znašli sredi gozda, kjer daleč naokoli ni nikogar, nobene civilizacije, ali bi preživeli en dan, kaj pa en teden, morda mesec? Bi znali zakuriti ogenj, poiskati vodo ali pa najti hrano, si narediti zavetišče, se braniti pred drugimi živalmi? Kaj pa, če bi se znašli v tem istem gozdu sredi hude zime? Bi bili sposobni preživeti en dan, ne da bi zmrznili? Si upam staviti, da 99,98% ljudi ne bi preživelo. Od tu naprej lahko nadaljujemo in vam ponovno zastavim zelo preprosto vprašanje. Ali ste zadovoljni s svojim življenjem? Ali v svojem življenju sledite svojim notranjim željam in potrebam? Ali želite življenje, v katerem ste sanjali kot najstnik? Skoraj prepričan sem, da bodo vaši odgovori na vsa vprašanja identični. Ne. V svoji objavi Zadnje novo leto in z njim konec cone obdobja sem med drugim pisal o coni obdobja. Ponovil bi ta pomemben del. Poslovil sem se od svojih prijateljic in deklet, sodelavcev in kolegov, ki so bili velik del mojega življenja. Težko, s strahom in negotovostjo sem se ločil od tistih, s katerimi smo si bili zelo blizu. Predvsem zato, ker sem programirano stagniral v svoji coni obdobja. Cono obdobja si lahko predstavljate kot zelo udobno zofo v vaši najljubši sobi, ker najraje preživite svoj čas, namesto da bi šli raziskovati svet. Svet raziskovanja je lahko nevaren, ker ne vemo, kaj nas čaka, kaj bomo odkrili in izvedeli, zato je bolje in lažje početi tisto, kar nam je poznano in česar smo navajeni.
Pojem cone udobja se nanaša na psihološko stanje, v katerem se počutimo varno in ne doživljamo tesnobe in strahu. To je zelo predvidljiv prostor, ki ga do potankosti poznamo in v katerem obvladujemo skoraj vse. Ustvarimo si ga tako, da natančno sledimo ustaljenim navadam in posledično tudi vemo, kaj pričakovati od vsake situacije. V tem zrežiranem prostoru imamo vse pod nadzorom in zato verjamem, da smo na varnem. A pazite v tem, da nas cona udobja privede v stanje, kjer si ne želimo ničesar novega. Da bi ostali v tem svojem varnem prostoru, se moramo izogibati tveganjem, kar pomeni, da imamo do življenja zelo pasiven odnos oziroma živimo na avtopilotu. Oklepamo se določenih krajev, ljudi, tradicij, navad, življenjskih stilov in se izogibamo vsem novostim. Ta občutek varnosti pa nas veliko stane, saj na ta način izgubljamo zagon in padamo v kremplje monotonosti in apatije. Do konca svojega življenja si zapomnite pomembno dejstvo, ki ga bom sedaj povedal. Vi sami niste odgovorni za programiranje, ki ste ga bili deležni v otroštvu. Toda kot odrasel človek ste 100% odgovorni za to, da to programiranje popravite oziroma odpravite. 4-letni otrok nima znanja in izkušenj, da bi razumel stvari, ki se dogajajo okoli njega, toda ko odrastete, pa zna te zadeve popraviti, izboljšati in odpraviti, samo vprašati se morate, zakaj tega ne storite. Zakaj se pri svojih 20, 30, 40, 50, 60 še vedno obnašate kot 4-letnik in zastavljate butasto vprašanja, kot so, kje je zdaj ta Kijeva armada? Nič se ni zgodilo. Spet nas bodo zapirali. Ali je Trump res igralec? A bodo septembra spet korono potegnili na plano? Zakaj traja tako dolgo? Kdaj bo dan D? Najlepši primer je ravna Zemlja. Če ste od mene ali kogarkoli drugega izvedeli, da je Zemlja ravna in ste se pri tem dejstvu zablokirali in si rekli, da je Matej pač en posebnež, ki včasih rad pretirava in na to živite svoje življenje naprej, tako da se ni nič zgodilo. Potem se začnite zavedati, da ste brez dvoma brezdušna školjka ali pa zelo močno programiran človek. Priznam, da ne vem, kaj je za vas slabše. Če želite razumeti življenje, potem je skrivnost ravne Zemlje prvi korak, ki ga morate usvojiti in sprejeti. Ko enkrat razumete, da živimo na ravni Zemlji, v zaprtem sistemu, potem se vam odpre čisto nova dimenzija življenja, ki povozi celotno vaše dosedanje življenje. Kar naenkrat začnete povezovati 1001 področje življenja, v katerega ste verjeli in ga živeli. Vse se vam do temelju poruši. Zlagana matrica se vam začne odpirati in stvari, ki prihajajo na dan, so tako obsežne, da imate težavo slediti lažem, ki vam dobesedno leti v naročje. Za tiste, ki še vedno dvomite, ali Zemlja okrogla ali ravna, vam svetujem, da se samo ozrete v nočno nebo in videli boste zvezdo Severnico, Polaris, ki je na istem mestu že od pamtiveka. Vsa nebesna telesa so na istem mestu že tisočletja, kar pomeni, da lahko mornarji s pomočjo navadnega ročnega sekstanta in kompasa natančno izračunajo pot do katerekoli točke na Zemlji. To ne bi bilo mogoče, če bi se Zemlja vrtela, tako kot pravi NASA, s 1000 miljami okoli svoje osi in 66 000 miljami okoli Sonca, in če bi Zemlja skupaj s Soncem drvela skozi vesolje s hitrostjo prek 650 000 kilometrov na uro. Voda vedno najde svojo pot in vedno bo obstala na najnižji točki, kjer ne more več naprej. Kot denimo slap na vrhu neke gore, ki z vso hitrostjo pada proti najnižji točki. Toda večina verjame, da bo voda obstala na krogli in ne bo padla oziroma se zlila v vesolje, ki ne obstaja. Se niste nikoli vprašali, kako lahko reke tečejo navzgor po krogli? Ali pa kako lahko skozi periskop na podmornici vidijo 150 km daleč?
kako lahko nekateri topovi zadanejo 200-300 km daleč, če je Zemlja okrogla, potem bi mogli vsi zgrešiti svoje cilje. Ne, ker ste preveč programirani, da bi si zastavili takšna vprašanja. Vprašajte se, kako močno morate biti programirani, da še naprej verjamete v takšne pravljice. Nato pa se vprašajte, kako neumni morajo biti kvazi znanstveniki, ki raziskujejo astronomijo, geografijo, geologijo, naravo v takšni ali drugačni obliki, ter vsi ostali, ki celo svoje življenje posvetijo naravnim fenomenom in še naprej verjamejo v te butaste pravljice. Resnica o ravni Zemlji vas bo popeljala naprej v življenju, ko boste spoznali, da je celoten življenjski sistem zlagan. Okrogla Zemlja je laž. Gravitacija je laž, zgodovina je laž, vse religije so laž, vesolje, evolucija, dinozauri, rimsko cesarstvo, antična Grčija so laž, klimatske spremembe so laž, koristnost in neškodljivost cepiv je laž, sonce in luna sta laž, velikost lune in sonce ter njena oddaljenost od Zemlje je laž, polet in pristanek na luni je laž. Mednarodna vesoljska postaja, sateliti, bančni sistem, monetarni sistem, borzni sistem, farmacija so laž. Šolski sistem, vojne, jezik, ki ga govorimo in pišemo, je laž. In človek, homo sapiens, kot ga predstavlja šolski sistem, je laž. In nenazadnje, znanost je laž. Še enkrat poslušajte, kar sem rekel, in na to pomislite na svoje življenje. Živeli ste v prepričanju, da nekaj razumete, to da na koncu se bo izkazalo, da je čisto vse vaše znanje laž. Zdaj se zaustavite in se vprašajte, kako je mogoče, da vam že 2 leti in pol približujem laži, s katerimi so nas programirali celo naše življenje in vi še vedno niste naredili koraka naprej v osebnostnem razvoju. Še vedno se pogovarjate o tem, koga boste volili. Povedal sem vam, da je Republika Slovenija korporacija, podjetje in vsi zaposleni v državni in mestni birokraciji so brezdušne školjke, ki delajo točno to, kar jim lastnik reče, da mora narediti. Ali resnično mislite, da bodo peticije, referendumi in ostali spremenile pogled zaposlenih v državni birokraciji? Ne, ne bodo. Tako kot vam vaš nadrejeni pove vsak dan, kaj morate v službi narediti in to tudi naredite, točno to delajo državni birokrati. Sledijo navodilom lastnikom. Po vsem tem, kar sem napisal v zadnjih letih glede fiktivne zakonodaje, mi ni jasno, zakaj pri mojih sledilcih še vedno berem njihove strahove, kako grozno bo, ko bodo spremenili 25. člen zakona o nalezljivih boleznih. Ni mi jasno, kako se ljudem še vedno ljubi protestirati pred parlamentom. Ali resnično verjamete, da boste s protesti karkoli spremenili? Ne, ne boste. Nikoli ne boste spremenili poti, po kateri želijo lastniki peljati podjetje Slovenija d.o.o. Seveda se bo nekdo našel in rekel, da so protesti v preteklosti tudi pomagali in da so z njimi vrgli vlade in poskušali spremeniti politični tok posamezne države. Na to vam zelo preprosto odgovarjam, ne, niti en protest ni spremenil popolnoma nič. Vse je bilo naprej pripravljeno. Vse je bilo natančen scenarij, da programirani ljudje mislijo, da so razbili Jugoslavijo, Romunijo, Nemčijo, Sovjetsko zvezo ali vrgli kakšnega pokvarjenega župana ali predsednika. Spomnim se, kako smo gledali, ko je Romunija vrgla vladavino Ceausescuja, in potem so ga hitro sodili in ga streljali na vrtu neke hiše. Verjeli, ne, imam ta posnetek. In na tem posnetku, ko so ga ustrelili, z ženo vstaneta in gresta domov. Volitve so farsa, v katerih ljudje mislijo, da lahko sami izbirajo med rdečimi in črnimi. Toda pri tem so tako slepi, da ne vidijo, da oba delata za istega lastnika in lastnik je tisti, ki odloča, kdo bo šel na volitve in koga bodo s prevaro izbrali, da bo predsednik. Ali ste res tako slepi, da mislite, da bo neki neznani golob prišel na politično sceno, dobil korono in se zaradi bolezni ni skoraj nič udejstvoval političnih srečanj, razen prek Zooma in na to zmagal z ogromno večino? Ali niste videli, da je to identičen scenarij kot
pri ostalih predsednikih, Alenka Bratušek, Miro Cerar, Marjan Šarec, Andrej Bajuk in tako naprej. Seveda se je našel kakšen, ki ni bil del njihovih izbrancev, zato so celoten postopek predvolilnih srečanj naredili takšen, da so jim dali majhen košček časa na televiziji in poskrbeli, da ljudje ne bodo izvedeli popolnoma nič o njih. Če pa je slučajno začel na povedih zmagovati, potem so ga pa ustrelili in programiranim ovcam prikazali, kot da ga je ustrelil en pijan lovac. Isti scenarij se dogaja povsod. Samo ker ste preveč programirani, nočete povezovati stvari skupaj in raje živite v coni udobja in se pustite, da sistem razmišlja za vas. Na svetu obstajajo 3 vrste ljudi. Tisti, ki si resnično želijo izvedeti resnico, tisti, ki mislijo, da vejo, kaj je resnica, pa je v resnici ne vedo, in tisti, ki si ne želijo izvedeti resnice. Teh zadnjih ljudi je največ. To pa zato, ker bi jih ta odločitev prisilila, da se soočijo z realnostjo, ki je za njihova prepričanja in vrednote veliko preveč izven njihove cone udobja. Zato, ker se zavedajo, da jih ta odločitev popelje na pot, ko bodo mogli sprejemati samostojne odločitve. Ali naj sprejmejo resnico, ali pa jo zavrnejo skupaj z vsemi posledicami, ki pridejo s to odločitvijo. In zato je programiranost elite lahko tako uspešna. Ljudje raje vidijo, da jim drugi govorijo, kaj morajo narediti in slepo verjamejo, da bo to dobro za njih. Seveda, če naletiš na dobre ljudi, bo to dobro tudi zate, če jim boš sledil. To, da nažalost je svet prežet s satanistično kabalo, ki si želi vse najslabše za ljudi in za našo celo civilizacijo. Zakonodaja je fikcija, ki je pisana za fizične in pravne osebe. To pomeni, da ni pisana za človeka, razen, če se človek s podpisom in svobodno voljo strinja, da velja tudi zanj. Človek je bitje, ki je sposobno misliti in govoriti. Kar mislim in govorim, s tem dokazujem, da sem človek, kar je zapisano v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Sem človek. Cogito ergo sum, latinsko, mislim, torej sem. Toda. Da vedno obstaja toda ali ampak. Kdor dela v državnem ali mestnem podjetju, se mora držati zakonov in to spada pod 144. člen, nadzor državnih organov Ustave Republike Slovenije, ki pravi: državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti. Vsi, ki imate pogodbe z državnimi ali mestnimi podjetji, pomeni, da se morate držati zakonov, ki vam jih narekujejo državni organi. Seveda so tukaj tudi luknje v zakonu, toda vse te zadeve morate sami razumeti. Jaz, Mihael in morda še kdo, pa ga ne poznam, vam lahko pomagava ali pomagamo pri njihovih napadih, toda te zadeve so zelo izčrpavajoče. Zadnje leto in pol se ukvarjam samo še z odgovarjanjem teh državnih in mestnih parazitov, ki se vedno samo lažejo in lažejo in lažejo. Življenje se mi je popolnoma ustavilo zaradi tega. Svojim sledilcem, ki so se prijavili na moja predavanja o zgodovini in ostalih zadevah, že pol leta čakajo na nadaljevanje, za kar se mi iz srca opravičujem. Toda, kot sem že v prejšnjih objavah zapisal, sem moral začeti zaključevati s tem delom življenja, pisanja državnim in mestnim birokratom. To pa ne pomeni, da ne bom pomagal. Toda osebno sem pričakoval, da se bodo moji sledilci in drugi sami začeli izobraževati na tem izredno dolgočasnem, bruhanja vrednem področju fiktivne zakonodaje. Zavedajte se, da je pomembno, da razumete zakonodajo in delovanje sistema, saj se vam šele takrat začne vse skupaj sestavljati. Ko enkrat razumete, kako sistem deluje, postanete izjemno močni. Nažalost pa večina enostavno reče: to mene ne zanima, s tem se ne bom ukvarjal. Da, točno to hoče država in tu entitete, ki nas zaslužnjujejo. Da ostanete še naprej v coni udobja in poslušate, kaj vam govorijo po tisti črni škatlici v dnevni sobi. Čisto vsako pismo, sklep ali odločba, ki prihaja iz parazitskih organizacij, je nezakonita. Njihovi fiktivni zakoni nas dobesedno ščitijo pred njihovimi napadi, tudi ker jih ne razumemo, si imajo v šahu.
Ko pa enkrat spoznaš, kako nam lahko njihova fiktivna zakonodaja pomaga, potem pa lahko napademo nazaj. In brezdušne školjke, ki morajo ubogati fiktivne zakone, nam ne more popolnoma nič. Zakonodajni napad na državne in mestne parazite je zelo učinkovit. Saj ti leni, bedni in brezživljenjski paraziti ne znajo odgovarjati. In to v pravem pomenu besede. Lahko se samo lažejo in kršijo postopke in s tem zakon, in s tem so si te isti paraziti, ki nas napadajo, kazensko odgovorni za kazniva dejanja, ki jih delajo nam in mi jih lahko finančno kaznujemo. Pričakoval sem, da bodo zbujeni ljudje začeli delati na sebi in se začeli izobraževati, tudi to se ni zgodilo. Želel bi si, da bi čisto vsak človek, ki dobi odločbo od Fursa ali policije ali redarstva ali inšpektorata uprl in napadel nazaj. Če bi vsak kriminalec, ki se pretvarja, da je policaj, inšpektor ali birokrat, dobil od nas tožbe za 5.000 in 10.000 evrov, verjemite mi, da bi se stvari spremenile. Vprašajte se, zakaj se ne upate upreti. Če si resnično želite spremembe, potem lahko te spremembe pridejo veliko hitreje, samo narediti morate nekaj na sebi, morate se izobraževati. Vprašajte se, zakaj tako malo ljudi podpira takšne, kot sem jaz in Mihael. Da ne bo pomote, so sledilci, ki mene in druge finančno podpirajo in sem jim iz srca hvaležen, tudi verjemite mi, da jih ni veliko. Samo v Sloveniji nas je več kot 1,5 milijona. Večina ljudi mi finančno pomaga in tistih, ki tudi sami nima veliko denarja, pa mi vsem nakažejo donacijo. Zavedati se morate, da meni, Mihaelu in drugim ni potrebno delati vsega tega, kar delamo. Zato, da napišem objavo ali da pripravim predavanje, mi vzame zelo veliko časa, ki bi ga lahko porabil za kaj drugega. Morda bi delal na kakšnem drugem projektu ali delal v kakšni službi, s katero bi v tem času, ko imam kulturo popolnoma zablokirano in ne moram delati, zaslužil denar, ki ga potrebujem za življenje. Z veseljem delim moje znanje in moje raziskovanje z vami, zato da lahko to delam, moram zelo veliko vlagati. In to velja tudi za Mihaela. Že samo to, da je danes pripravil to predavanje, je tukaj ogromno stvari, ki jih je mogel kupiti. Denar, ki ga dobimo, ne porabimo za svojo zabavo in dobrine, ampak ga vlagamo v razvoj tega, kar delamo za vas. Leto dni sem verjel, da bom lahko vse skupaj vodil prek Vimeja in Zooma ter ostalih spletnih servisov, tudi žal so vsi pod kontrolo satanistov in mi brišejo račune in videe, kar spet prinaša dodatne stroške. Če vam mesečni proračun omogoča, nas zelo lepo prosim podprite. V 2 letih bi lahko zgradili neverjetno knjižnico znanja in povezav, ki bo vam pomagala, da najdete verodostojne podatke in informacije, ki vas bodo popeljale do višje dimenzije. Tako pa smo še vedno na začetku, ker ne moramo vlagati v spletne portale in serverje in potrebno opremo, ki jo potrebujemo. Spremembe prihajajo. Ekipa Q je na delu in vse se dogaja veliko hitreje, kot si mislite. Porušiti star sistem je enostavno, toda noben se ne zaveda, da to ni dovolj. Če zrušimo star sistem, pomeni, da se naše življenje ustavi. In ker noben ne zna preživeti sam v divjini, je potrebno v tem času, ko se ruši star sistem, le tega vzdrževati toliko časa, dokler se vzporedno ne postavi nov sistem, ki nam bo pomagal naprej v višjo dimenzijo. Ne se bati policije, inšpektorjev, redarstva, Fursa, tožilstva ali sodišč. Pomembno je, da nikoli ničesar ne podpisujte. In karkoli vam ponujajo, se ne smete z njimi strinjati. Niti jih povabiti na kavico, niti nič. To je njihov cilj. Kaznujejo fiktivno fizično osebo in oni si želijo, da boste s podpisom prevzeli kazen in jo plačali. Ne boste verjeli, tako si paraziti služijo denar. Ko policaj pride v službo in povejo, koliko kazni morajo napisati, če želijo, da dobiti plačo. Isto velja za inšpektorje, redarje in ostale parazite. Postopki so pomembni. Pomembno je,
potrebno je, da na pravilen način odgovorite in jih spravite v položaj, ki ga ne poznajo, da delajo napake in potem jih na podlagi njihovega fiktivnega zakona tudi nazaj kaznovati. Oni vam napišejo 200 evrov kazni, vi jim napišete 5500 evrov kazni. Oni se morajo držati zakonov, ker so podpisali takšno pogodbo. Nam pa ni potrebno. Če delate v državnem ali mestnem podjetju, vam močno priporočam, da si najdete drugo delovno mesto. Če imate osebno izkaznico, je nujno potrebno, da jo čim prej prekličete. Uporabljajte potni list. Naredite si barvno kopijo potnega lista in vozniške, imejte en izvod v avtu, enega v torbici, enega doma, enega v vašem zadnjem žepu in kadarkoli vas kdo od parazitov ustavi in želi, da se legitimirate, si vzamete v roke telefon in snemajte celoten postopek. Na njihovo željo in pokažite fotokopijo dokumentov in jim rečete, da ste dokumente pozabili na vikendu in da greš jutri zjutraj po njo. In zelo pomembno je, ustavite jih, ko vas hočejo legitimirati. Da se opravičujem, samo trenutek, vzamite telefon, ga prižgite in ga snemajte. V obraz mu kažite kamero in verjemite mi, da se bo počutil zelo nelagodno, ker se zaveda, da bo to lahko uporabljeno proti njemu. In s tem, ko vas legitimirajo in imajo v roki fotokopijo vašega dokumenta, vam ne morejo napisati kazni. In če vam jo napišejo, super, vse skupaj imate posneto in se lahko uporabi proti njim. Vedno snemajte. In če je le mogoče, odgovarjate samo najnujnejše. Bodite tiho in naj delajo po svoje. Karkoli naredijo, je kaznivo dejanje. Lahko vas odpelje na policijsko postajo, vi se usedite in tam sedite tiho. Razmišljate o tem, kako boste šli na počitnice. Karkoli vam rečejo, bodite tiho. Vam ponudijo vodo, bodite tiho. Vam rečejo, kako vas bodo kaznovali, kako vam bodo odvzeli vse premoženje, bodite tiho, samo snemajte. In zato je pomembno, začnite raziskovati fiktivno zakonodajo, zastrupljeno hrano, uničujoče chemtraile, škodljivo medicino ter pokvarjeno državno in mestno birokracijo. Vse to vam bo dalo trdne temelje, s pomočjo katerih boste lahko začeli delati na svojem notranjem okolju in se na to preusmerili na svojo energijsko okolje. V prejšnjem predavanju sem se dotaknil pravilnega prehranjevanja. Povedal sem vam, da sem začel jesti 100% rastlinsko hrano. To pomeni, da sem iz svojega jedilnika odstranil meso in mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, vsa olja in vso industrijsko predelano hrano. Povedal sem vam, da je na mojem jedilniku vse od pic, čuftov, hamburgerjev, pasulja, čokoladnih namazov, do izvrstnih sladic in ostalih dobrot. In tekom tega tedna si je veliko ljudi napačno razumelo, kaj to pomeni. In zato sem si tukaj rekel, da vam bom povedal malo bolj podrobnosti, zato da ne bo prišlo do napačnega razumevanja. Nikoli si ne kupujem več industrijsko predelane veganske hrane. Kakršnakoli industrijsko predelana prehrana, veganska, vegetarijanska, takšna in drugačna, je slaba hrana za naše telo. Vse, kar je industrijsko predelano, je slabo za naše telo. Hrana, ki jo jaz jem, je iz rastlin in jo je zelo enostavno narediti. Samo inovativen moraš biti. In zato sem se odločil, da vam povem en primer, kaj pomeni recimo veganski burger. Jaz mu rečem hamburger. Za osnovo si vzameš polnozrnato bombico, ki je najbolje narejena iz drožin. Najboljše izdelke iz droži dela Nataša Naneva in njene izdelke prodajo v trgovini Krajček v Kranju. Pleskavico oziroma burger je zelo enostavno narediti in sem si tukaj pripravil recept, ki ga poskušate narediti, da boste sami spoznali, kaj pomeni veganski burger oziroma hamburger. Vzamete 3 žlice zmletih namočenih lanenih semen, 450 gramov fižola, lahko je črni ali rdeči, po želji, eno skodelico, to je nekje 250 ml natrganega korenčka,
1/3 skodelice drobno nasekljanega svežega peteršilja, 2 velika stroka česna, sesekljana, 125 ml sončničjih semen, 175 ml senih kosmičev, ki jih zmeljemo v moko, polovico skodelice pirenih krušnih drobtin ali zmletih orehov, 1 do 2 žlici tamari omake, 1 žlička čilija v prahu, 1 žlička suhega origana, 1 čajna žlička mlete kumine in nekje do 5 ml mlete morske soli in sveže mlet črni poper. Tudi če vam katera sestavina manjka ali pa bi recimo dodali brokoli ali karkoli podobnega, lahko naredite. Po želji, ni vam treba vse uporabljati, malo uporabite svoj okus in svojo domišljijo. Prvo v skledi pretlačimo fižol, da dobimo pasto za nekaj celimi fižolčki za teksturo, vmešamo preostale sestavine, količino začimb pa vedno prilagajamo vašemu okusu. Testo z mokrimi oblikujemo v pogačico, močno ga stisnemo, da med peko obdrži obliko, pečemo pri 180 stopinjah nekje 30 minut, po 15 minutah burgerje obrnemo, lahko jih zapečemo še malo na žaru, bombice napolnimo poljubno z avokadom, pečenim krompirjem, čebulo, solato, paradižnikom, čemorkoli. In to je vse, da dobite vrhunski burger. Jaz otrokom, ne svojim od prijateljic, nikoli ne povem, da je to veganski burger, ampak jim povem, da sem v McDonald'u vzel nekaj zmrznjenih hamburgerjev in otroci so navdušeni in jih zmažejo v minuti. Če bi njihovim negativnim programiranim umom povedal, da je to veganski burger, ga ne bodo hoteli jesti, ker bodo mislili, da jedo nekaj iz programiranega McDonald'a, pa ga zmažejo brez težav. Tako nažalost deluje njihov programirani um. Zavedajte se, da smo mi energijska bitja in prehranjevanje živalsko prehrano je slabo za vas. S tem, ko jeste živalsko hrano, nosite v sebi negativno energijo, s katerimi ne boste nikoli spoznali, kaj vse ste zmožni narediti. Tega večina od vas ne bo razumela. Če pa me boste poslušali in naredili test, da boste v naslednjih 6 mesecih jedli samo vegansko hrano, potem boste na svojem telesu spoznali tako nore spremembe, da se nikoli ne boste želeli vrniti nazaj na negativno prehranjevanje. Upam, da sem nekaterim od vas vsaj malo, drugim pa malo bolj odprl oči in da boste začeli samostojno raziskovati in odkrivati laži, s katerimi so nas programirali in nas izkoriščali. Moja želja je, da ustvarim kakovosten spletni portal, ki bi raziskovalcem resnico omogočal, da s pomočjo aplikacij in drugih orodij pride do željenih informacij in predava na enostavnejši način. Vsem pošiljam velik objem, pozitivne energije in še več luči pri raziskovanju in osebnostni rasti. Hvala lepa.